gospodje, dobrodošli na današnjem prednovoletnem srečanju, ki ga je za vas pripravila Občina Slovenske Konjice in vaš današnji gostitelj bo župan gospod Miran Gorinšek, ki ga dobro pozdravljamo v naši sredini. Pozdrav tudi častnemu občanu Občine Slovenske Konjice, gospodu Florenu Jančiču. No, en uglašen pozdrav pa velja tudi našim mladim glasbenikom iz glasbene šole Slovenske Konjice, ki so že poskrbeli za tako harmoničen uvod v naše srečanje. Med nas so prinesli skladbo, verjetno ste vsi poznali, When I'm 64, Paula McCartneyja, no in tudi v nadaljevanju se bodo še družili z nami, pa naj vam jih predstavim. Članice in člani komorne igre kvarteta saksofonov, ki pridno vadijo pod mentorskim vodstvom gospodja Janija Zavca, so Oskar Šonc, pa Ema Emilija Kvas, pa Luka Levka in Polina Kvas. No in danes smo vas sem v kristalnem sobo dvorca Trebnik povabili iz več razlogov. Prvi je ta, da je ta dvorec eden biserov naše kulturne dediščine, katerega korenine segajo te daleč v drugo polovico 14. stoletja, kar pomeni, da je že številne rodove Konjičanov spremljal na različnih poteh. Doživljal je vzpone in padce, kot ne nazadnje vse v življenju. Bil je dom gospodov, baronov, grofov, graščakov, kožičkih kartuzijanov, knezov, obnemoglih občanov, pa tudi tistih najmlajših, ki so vanj zahajali v vrtec, pa tudi tistih malo večjih, ki so kdaj sem zašli v kino ali pa še na kakšen drug dogodek. Od druge svetovne vojne dalje je v lasti Občine Slovenske Konjice in od takrat njegova zgodba vsebuje kar nekaj razburkanih poglavij. Sem smo vas povabili, ker verjamemo, da se je z obnovo tega objekta dvorca Trebnik, ki se je zaključila v letu 2014, pričelo pisati novo, mirnejše poglavje te renesančne zgradbe, ki ima od tej priložnost spremljati ponovno nove rodove Konjičanov tudi na sodobnejših poteh. Drugi razlog je ta, da želimo, da tudi vi postanete del te zgodbe. Da sami zase ali za svoje poslovne partnere na Trebniku najdete košček tistega, s čimer lahko sebi in drugim obogatite poslovno ali zasebno doživetje. Dvorec Trebnik danes namreč ponuja že marsikaj in delček tega pa bomo skušali predstaviti tekom današnjega srečanja. In tretjič smo vas sem povabili zato, ker je december čas za zdravice in tukaj na dvorcu Trebnik v objemu mestnega parka je preprosto pravi prostor za kaj takšnega. Tako da še enkrat dobrodošli, spoštovani in spoštovani, jaz pa v tem trenutku predajam besedo županu Občine Slovenske Konjice, gospodu Miranu Gorinšku. Spoštovani gospe, cenjeni gospodje, dobro pozdravljeni na tem posebnem delu konjiške občine v parku, kot rečemo, na Trebniku. Uvodoma je že bil pojasnen namen današnjega srečanja tukaj, na dvorcu Trebnik, pa vendar naj mi bo dovoljeno, da opozorim še na en pomemben del, žalostni del tega dvorca. Vmes po drugi svetovni vojni je resnično občina skupnost bila lastnik tega območja. Pa vendar vmes je bilo eno obdobje, ki ni v čast ne tistim podjetnikom, pa niti Konjičanom. 15-letno gospodarjenje z temi stavbami. Videli ste na koncu, kakšno je bilo stanje v letu 2011 in potem je bilo potrebno kar precej naporov in pa tudi včasih kanček sreče, da se pojaviš ravno na tistem mesto v pravem času, da je zgodba začela spreminjati svojo podobo. In tega smo danes izjemno veseli. Izjemno smo veseli tudi vseh vaših uspehov in nekako v tem realnem delu družbe veje optimizem, ko gledamo, kako se polni obrtna cona Slovenske Konjice. Ravno danes zjutraj sem podpisoval 3 sklepe o začetku postopkov o spremembi občinskega podrobnega načrta ravno za poslovno gradnjo.
da je v fazi izdelave občinski podrobni načrt za obrtno cono v Tepanju, kar pomeni nadaljnjih 10 hektarov površin, ki bodo namenjene za poslovno gradnjo. In to je tisti generator v družbi, ki bo pognalo razmišljanje in pa tudi prineslo do uspehov, da bomo lahko rekli, postajamo bogatejša družba, pri nas je toliko lažje živeti. No, če se ozrem malo na dogajanje z vidika občinske uprave, z mojega osebnega, je to leto minilo v fazi izgradnje 2 pomembnih objektov skrbi za naše najmlajše. Kar 2 vrtca, 2 stavbe vrtcev, eno v Slovenski Dolini, drugo v Ločah, sta v tem trenutku v zaključni fazi izgradnje, kar zagotovo ni enostavno, še težje v današnjih časih pridobiti potrebna sredstva. In izjemno smo veseli, da bodo v pomladanskem času otroci in pa tudi vsi zaposleni v vrtcih delali in bivali v bistveno boljših pogojih, kot so do sedaj. No in tako kot je vaš pogled v bodočnost lahko optimističen, je tudi moj, kajti nekako prespreminjamo določene stvari tudi na področju vzhodnega dela občine, na področju poplavne varnosti. Izbelovčani bodo bistveno bolj veseli pričakali recimo leto 2020, kot pa letošnje, kajti poplavna varnost se bo precej spremenila, izboljšala, kar bo dalo drugačne pogoje za bivanje in tudi za poslovno dejavnost, ker se ne bomo več bali tistih oblakov. In tudi sicer vam vsem skupaj želim, da bi teh črnih oblakov bilo čim manj. Želim vam doživeti Božič, mirne praznike, v novem letu pa obilo trdnega zdravja in pa optimizma, kajti brez tega ne bo novih uspehov. Vse dobro in prijetno druženje. Hvala županu. No, dr. August Stegenšek je v knjigi Konjiška dekanija, ki je bila napisana leta 1909, njene faksimile, ki smo izdali v letu 2010, o dvorcu Trebnik takole zapisal. Široka, ob straneh obzidana cesta pelje med košatim drevjem na južno-vzhodni strani trga v Graščini. Gost je iz kraja najbrž sega v blizu do trga, morda do ceste, ki iz Konjico Dražo vas vodi. Sčasoma so ga iztrebili in izkrčili in v tem Trebniku, ali kakor dan danes navadno rečemo Trebežu, so nastale hiše. Nekoliko višje, ravno ob vznožju gore, pa si je neki premožnejši posestnik postavil svoj dvorec. Od tukaj torej ime dvorca Trebnik. In če nadaljujemo branje, lahko preberemo še nekaj zelo pomembnega. Napisano je namreč, da je dvorec bil gospodarsko središče in ne grad. In podobno vlogo mu želimo najti tudi danes. Tako dvorec Trebnik počasi, a zanesljivo dobiva nove vsebine. Tako je tukaj našel svoj prostor terapevtsko-lepotni center Svetlobni dotik, ki ponuja terapije komplementarne zdravstvu in lepotnemu razvajanju. Posameznikom, ki jih obiščejo, pa odpira pot do zdravja, dobrega počutja in celostno obravnavo. Vodi ga domačinka Julija Sojič. Tukaj je doma tudi Anima, naravno zdravljene v dvorcu Trebnik. Domačinka Alma Pristovnik je svojo poslovno priložnost našla v tem, da želi pomagati ljudem na vseh 3 ravneh bivanja, fizični, energetski in emotivni ravni. Za Trebnik se je odločila, pravi, da zato, ker je tukaj čudovit delovni ambient, ki je komplementaren z njenim delom. Izvaja zelo različne terapije, med njimi reiki, kraniosakralno terapijo, nutricialno terapijo in še marsikaj zanimivega. No, kmalu se je malo pridružila tudi ambulanta za ustno higieno, saj domačinka Adriana Kolar meni, da je oralno zdravje odraz splošne razvitosti in mišljenja posameznega naroda in njegov pomen sega bistveno globlje od zgolj estetske komponente. Njena vizija je, da bi v prihodnje lahko tukajšnjim prebivalcem ponudila zobozdravstveni center z večino storitev na enem mestu.
No in potem je še tukaj tale Kristjanina soba, kjer se nahajamo. Odličen večnamenski prostor, ki ga je mogoče uporabiti za poslovna srečanja, strokovne posvete, priložnostne razstave, delavnice in podobno. No in tako smo spoznali ponudbo tega arkadnega hodnika našega dvorca Trebnik. V petek v Slovenskih Konjicah odprli prvi tako imenovani razpršeni hotel v Sloveniji, ki v delu obnovljenega dvorca Trebnik ponuja 6 dvoposteljnih sob, 2 nadstandardni pa se še urejata. Prve goste je že sprejel ravno ta vikend, no število postelj pa se bo povečevalo, ko se bodo projektu priključevali tudi drugi manjši ponudniki iz celotne destinacije Rogla-Pohorje. Projekt razpršenega hotela Konjice vodi kooperativa Konjice, podprla ga je tudi občina Slovenske Konjice in sedaj vabim v besedi novo vodjo razpršenega hotela, gospod Andrej Bogaževič, da nam na kratko predstavi zgodbo razpršenega hotela in obete za prihodnost. Pozdravljeni še v mojem imenu, na kateri me poznate predvsem iz vinskih zgodb, na kateri kot bivše zasede, tam kjer smo živeli v otroštvu, drugače sem Škalc, predvsem v zadnjih 10 letih povezana z zgodbo iz tujine in v veliko času mi je bilo prevzeti to vlogo kot vodja hotela. Imamo nekaj izkušenj z hotelistvom, zato da ni straha, kar je pa najbolj pomembno. Vsako zgodbo peljamo vzdušno in srcem, še posebej, ker smo tukaj doma. Zato mi je res veliko čast in veselje, da lahko to tudi vklopimo tudi v konjiško zgodbo. Sama sem tudi direktorica Zavoda za vinski turizem, ki predvsem predstavlja vina zunaj Slovenije v sodelovanju z veleposlaništvi in pa seveda tudi z STO-jem Slovenije. Zdaj pa mogoče nazaj k hotelu, koliko da mogoče Stjaša, ti si tako že v bistvu vse povedala, jaz smo potem tudi popeljala skozi sobe. Zajtrki bodo super urejeni spode v restauraciji Mali grof. Sobice so krasno urejene. Prvi gosti tudi že prihajajo za božični večer, tako da kasneje se vabimo še vsi. Hvala. Sedaj pa se iz zgornjega nadstropja selimo v pritličje, ker so prejšnji torek odprli vrata restauracije Mali grof. Gre za kuhinjo zasebnega vrtca Mali grof, ki se nahaja tukaj po neposredni bližini. No, svojo dejavnost pa so razširili še z okrepčevalnico, kjer so že pričeli tudi s ponudbo malic za zunanje obiskovalce. Glede na potrebe razpršenega hotela pa bodo pripravljali tudi zajtrke. No, kaj več o tem, kaj se še obeta, bo povedala gospa Nina Sešler, direktorica zasebnega vrtca Mali grof. Lepo pozdravljeni. Danes smo že veliko slišali o uspehih, ki so se zgodili v tem letu v naši občini. In moram povedati, da je tudi za mano zelo uspešno leto. Za mano in za celo mojo ekipo vrtca Mali grof. Skratka, uspeli smo urediti kuhinjo. Do sedaj smo namreč kuhali v zelo majhni kuhinji. Skupaj s pomočjo občine pa smo sedaj kuhinjo prestavili v dvorec Trebnik v spodnje prostore in uredili res fenomenalni prostor. Kuhamo predvsem za naše malčke, vedno več jih imamo, tako da sem zelo vesela. Smo pa ponudili tudi vsem ostalim, ki želijo priti na malico oziroma na kosila, so odprta vrata tudi vsem ostalim, da pridete v našo restauracijo. Vesela sem, zelo vesela, da se je v Konjicah odprl razpršen hotel, kajti dosti podjetnikom v naši občini bo olajšal predvsem namestitve svojih poslovnih partnerjev, kajti do sedaj smo vedno iskali neke hotele in pa namestitve v drugih krajih, okolici, in s tem razpršenim hotelom smo ogromno pridobili. Po veselje mi je, da tudi sama sodelujem z tem razpršenim hotelom, kajti v sodelovanju smo sedaj tudi mi kot restauracija, naša restauracija Mali grof, za goste hotela ponudili zajtrke, po potrebi pa tudi kosila. Začeli smo pisati
skupaj eno tako res lepo, pravo zgodbo in želim si, da dejansko res vsi občani občine Konjice in pa tudi iz okolice pridejo in sodelujejo v tej in jo nadaljujejo to lepo zgodbo. Vabim vas, da si pridete razvajati svoje brpončice v dvorec Trebnik, natančneje v restauracijo Mali grof, in da skupaj, tudi vi, skupaj z nami delite to in pa da pišemo to novo zgodbo še dalje. V naslednjem letu vam želim veliko uspehov in pa vse, kar si sami najbolj želite. Najlepša hvala. Sicer pa se lahko, spoštovani in spoštovani, od vas samo še poslovim in sicer s tisto najstarejšo slovensko zdravico, če se spomnite, smo se naučili pred nekaj leti na podobnem druženju, kot je bilo današnje. Glasi se Osti jarej in pomeni postanite mladi, zdravi, rodovitni, bogati. Na kratko, oj in srečno v 2018.